Indija je zdaj šele, ne? Indija je zdaj ta, je šlo čez. Zdaj je butna in zdaj je lih. Aha, toliko so v zatorju. Ja. Developing countries, hočeš reči. Ja. Pa itak, problem je pa še tem, da se pač horda, Zahod horda vakcine, ne? Ja, to pa itak. In to je problem za vse, ki nimajo denarja, se pravi vsi developing countries. Kar je v bistvu... Mislim, v Ameriki so zdaj, recimo v Ameriki, so toliko pospešili pospešili ta plan. To je 3/4 populacije, če na hitro začunaš. Ja. V Ameriki so zdaj, lahko se vsi cepijo. So lih zdaj bilo, ta teden je bilo, vsi se lahko cepijo, sam cep se. Pa imajo še več. Z Ručijo sem govoril zanč, smo se slišali, rekel, da pridi. Kdorkoli ta Srbija moment, kdorkoli lahko pridi, a veš pa Amerika, ker nisem njih malo, no, to hočem reči. Pa imajo še, še ostaja. Tako da bi lahko počnem po neke članke bral. Njih je 300 milijonov. Ne, ja, da bi lahko to naprej, ne. Dej, če ostaja, dajmo mi malo šert, bodimo zdaj to, kaj je bila Amerika zmeri, ne. A veš, gonilo napredka, dajmo mi to šerat, ne, naprej. Če imamo, zakaj pa ne, se bo ustal, ne. Ja, itak. Tako da, ja, mislim, se strinjam, lahko nam kaj dati, mislim, development card. Ne, itak, ne hecam se. Ne moramo pocepiti. Nam lahko dajo, pa ne znamo. Ne znamo, ja. A veš, kaj pa je zanimivo, ne? Da ena stvar v Jugoslaviji pa bolj. Črne koze smo precepali v koliko 3 tednih. Sam so bili strokovnjaki tam, ki so rekli, takole bomo naredili, pa so zrihtali. Tukaj imamo pa neke nastavljene ljudi, ki pač so nastavljeni. Strokovnjaki stari, no? Ja. Na področju svoje. Obrambo naslov je? Zdaj sem poslušal Radio Gaga, pa se reže Kanoc, ki je omenil, da so bili in Janez in vsi in Jelko, da so se oni bojevali za Slovenijo v kleti Cankarjevega doma. Ja, se res ne. It's funny, because it's true, a? Vse najboljši joki so te, ki so resnični, ne? Ker sem bili to res... Kao je pa govoril Dimitri Rupel, si smo jedli dober, pa to, pa pa tret, smo tako jedli dobre stvari, se vede, ja. Se si prav predstavlja, kako so oni se bojevali za Slovenijo. Boj na požiravniku, pizda. Ampak občudovali smo jih vsi. Ja? Jaz moram reči, da spomin na ta čas je... so bili, naši heroji so bili. Na vse, mene je res Jelkotov glas moram reči, da me je res pomeril vsakič, ko sem ga slišal. Ja, nažalost je on ustal v tistih časih, ne? Vsi so tam ustali. Ja. Oziroma so šli še malo... malo še regresija. Še regresija, to pa ima, ne biti taka fanta, no. Oni delajo za Slovenijo. Peli, to je tisto, kar smo se prej pogovarjali o športu, ne. Res bi mogel na vrhuncu nehati. Ja. Ne, da dejansko, da pač takrat, ko si svetovan prvak, rečeš IGO, ne. Ne pol, ko se vlačeš tam od zadnji. Tudi športniki, ne, tudi športniki zelo redko vidijo ta trenutek, ko rečejo, lej, to, jaz grem. Redki so športniki, ko rečejo, Ja. Dosegel sem svoje. To sem to, kar sem lej. Vse sem naredil, kar sem naredil, kar rabim narediti, to je to. Ego je problem. Tako. Pa smo spet na novem podcastu. Dobrodošli. Današnja epizoda govori o egu. Se pravi, bomo šli, kaj gremo do... Kdo je imel ta ego, super ego moment? Jebem ti filozofi. Moja mami je delala na filozofski fakulteti. Tako da, Peli, ti si najbolj poklicen, da o tem razložiš, tako da prosim, beseda je tvoja. Sam je bila na bibliotekarstvu, tako da težko rečem. Zdaj, kako unvica, veš kaj. Ja, sej. Tega sem hotel obrniti malo. Kjerga, kva Busanc naredi, ki naredi filozofsko fakulteto? Ja. Oder prestal na strojno. Na strojno, ja. Kaj zraven. Drugač pa dobrodošli, še zmer smo v podcastu, opravičujemo se za vse nevšečnosti. Ne še zmer, spet. Mi smo še zmer, vi ste pa spet.
Zdaj že drug teden, ko imamo drug mehurček. Zdaj ne vem, oprostite, ker ne vemo, kakšno so pravila, ampak če rabite mojo davčno, vam jo bom tudi zaupal. 7 perela 3. Ja, ne to, kaj veš, če moramo biti zdavčno, da smo business to business. V tem stilu. To pa smo. Nekaj drugače ne smemo biti skupaj. Ne, pa smo. Potem bi mogli biti, če tako, kar je bilo, kar smo mislili, da bi lahko bili in bi mogoče celo pers pijemo od zuni. Draga moja, ne vemo še. 3 stvari. Na glasič. Samo jedno občutek. Imam jedno stvar, da ti kažem. A to so 2 reči. Red, mir in disciplina. Povej, 3 stvari. Že pred pandemijo smo se družili tlele na razdalji več kot 2 metra. Ampak ta prava 2 metra. Ta prava 2 metra. To je več kot 2 metra. Skoraj. Ja. Druga stvar, rekuperator dela. Tako, prezračevanje je. Ja, prezračevanje. Tako da kaj, bomo štartali ali kva? Ne bomo. A ne bomo? Ne bomo, pa lejmo, pa in drugače. Kako ste kaj? Vreme, ne, nisem naredil. Vreme sem ni naredil, oziroma zdaj razen... Mislim, zdaj po moje živeli, zdaj smo že počasi, kdaj bo to? Bo to maja že? 3. maj bo. Škašen vreme, čeprav maja bo, prvega bo zihar jeba. To sem hotel reči, da smo prejšnji teden pozvali povedati od robodišča URL naslov. Res je. arbisch.si, se pravi robodišče Trail Center, odprt je že od tega tedna, ko nas poslušate. In nočitve tudi. In predvidevamo, da ko boste poslušali, da bo še odprt. Ja. Predvidevamo, da bo, dokler bo. Pejte pogledat. No. Naslednjih 14 dni je ključnih, kar prav tisti, ki smo se v njem pogovarjali v štartu te epizode. Tako da pejte pogledat, tam je lepo. Ja, absolutno. Mislim. Upe, no pejče. Šumba, tako je gorle. Šumba zastavo? Ja, lega. A ima zastavo? Ja. No, to. Peli. Pa le kakšne barve. Kaj da bili skoraj na meji z Italijo. V glavnem, ja, tako. To je, kar se tiče ekonomsko-prijateljskega programa. Tako. Zdaj pa dajmo musko, pa ali štarta. Zdravo! Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o življenju v vesolju in sploh vsem, v katerem po nekem čudnem ključu govorimo tudi o enem poglavju iz knjižne trilogije v 5 delih. Štoprskem vodniku po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli. Zakaj se zdaj? Pa pozdravljamo vse, ki nas poznajo. To pa itak. Po 49 epizodah se nam lahko tudi že malo kaj čudnega zgodi, a ne? Po nesreč. Ja, ali nadaljuj. Na naš podcast se lahko naročite v najljubšem podcast predvajalniku ali predvajalnici, tako bomo vsak ponedeljek zjutraj avtomatično z vami. Avtomagično. Živijo. Avtomagično. Zato sem mislil, da se je zmotil. Ja. Avtomagično. Avtomagično. Pili, ne nove besede se izmišljati. Se je ta že stara? Se je pa klej. Jaz te nisem poznal. Prosti, Aljo, bom naslednjič to besedo dal zivu. Kje smo ostali pri Itortu? Da vsak poslušek šteje. Vsak poslušek šteje in vsak evro. Podprete nas lahko že za 1 evro na mesec. Hvala za seribi.si. Če se vam zdi naš podcast hupi in cool, lahko poveste to še komu, humanoidu, reptiloidu ali superinteligentnemu tenku modre barve. Hvala, ker širite dober glas. Pelicon.bir. Koda brez panike. 10% pivski popust za vse brisačarke in brisačarje. Družabni smo, kadar smo. Na obrežjih pa smo posod, afna opravičujemo .se. Brez pike. Hvala, ker ste z nami tudi v restauraciji v koncu vesolja. Zdaj pa gremo naprej.
Mislim, najprej, da gremo lahko kamorkoli, pa tako, da se družimo več kot 3. Ja. Sem hotel reči, da so orgije zdaj odprte. Zakaj je lepo orgije? Sem regije, orgije. Si pa če vidiš, mečken mu že je. Že šmelca. Ja, orgije, regije, smo tam. Ista beseda. Šmelca, lepa, šmelca. Dobre. Dajmo, no. Se imam občutek, da imajo vsi spolni odnos z mano, tako da lahko rečeš tudi orgije. Dajmo se prehiter smo šli predalč. Pejmo na ta kvarnik. Ne, drugače boš zdaj lahko tudi na Hrvaško. Sicer ne vem, če imajo zdaj v Rovinju še kaj na teh plažah ali kaj. Zihar imajo, mislim. Če imajo, kje imajo v Rovinju, bi rekel. Ja, samo imajo pa slabo epidemiološko sliko. Če ne všajca faso, ki smo prej o Frediju govorili, pa korono pobral. En virus boš najdel. Nekaj boš pobral. Sej zmeraj enega dobim. Nekaj najdeš. To je tako, kot za te naše politike. Ki so rekli, da je včasih, da nismo mogoče z Zenico, ne da bi ti uvalili eno diplomo, pizda. Ja, naši so zelo velike šli čez Zenico, očitno. Ja. Veliko je bilo potovanja. V bistvu bi mogli iti pa večinoma kegov, v čemer so zabranjeno pušenje pelne. V KP bi mogli iti. V KP dom Zenica. KP dom, ja. Mi gremo pa zdaj na prejšnji epizodi. V glavnem, meni je bilo prav the best, da je Zaphod zadnji upal po pes ruknu, kar si je res zaslužil. Čeprav jaz mislim, da sili ni rešitev, ampak okay, ja. Včasih pa pomaga. Ne, se ni nič rešil. Sam, a veš, ne? Ne, dal si je malo duška. No, kaj ga je dec, ga je res pelal kek. Čeprav v bistvu sta se one dva tu zgleda, vse zmenila. Samo tega ni vedel. Ja. Pač, tisti poseg na možganih pač pusti. Mislim, jaz ponavadi, ko se nekaj zmenim, pa mi polem pove, da so se zmenila, se upravičen, če ne pridem, recimo, ali pa ne vem. Ja, samo niti vedel, ne? Mislim, Zaphod. Ja, vem. Ne, bravo. Se včasih jaz tudi ne vem, da se zmenim. Jaz tudi pozabim, res pozabim. On si malo požgal tiste sinjavce. Jaz se tudi upravičim. Jaz se tudi požgem. Jaz dvigujem roko, če si tako požgem možganske celice, da je treba reči, mislim, je treba reči to prosti, no? Ne, je treba reči to prosti. Ne, te popički upravičiti, ne? Ja, se strinjam. Pa če model sika še naprej, pa ga pa lahko popički rukaš. Prej pa ne, a veš? To pa ja. V Zaphodov zagovor ga ni ta prvič užgal, ga je si zadržal. Ga je drugič, ja. Se zdržal, mislim, celo ta tretjič bi šlo rekel. Ne, sam niste Zaphod se ni hotel z njim pogovoriti, veš. Ne, ni ta, kako bi rekel... Komunikacija mu ni špila. Ja. Komunikacija. Razreševanje konflikta mu ni bilo... Anger management. Ja. Ne, a veš, stari, on je glih, ker prišel z vrtica v faki totalne perspektive, ker je zvedel, da je on središče vesolja. In pol mu ga je en gilipter, ki ga nikoli ni videl, ne, a veš... Podaril vse to. Najprej mu reče, da v bistvu sploh ni to kul, kot si mislil. V bistvu zelo ni kul. Da mu je priredil rezultat. V bistvu sem malo golfov, da ti se počutiš ful dobro. Da se počutiš ful dobro in vse... Malo ga razumem, no, tako bom rekel. No. Ne, pa sej valjda, razumem, da mu je šel na K, ampak ne smeš, da je mladiti okrog, pa jaz se nisi 3-leten otrok, me je bela cesta. No. Ampak dobro, ajde, pustimo, gremo naprej. Ne. Ja, da gremo zdaj na 13. poglavje druge knjige, kjer so spet naši trije izgubljeni. Vcela ostala posadka. Ne. Ostala posadka, ja. Ostala posadka ždi. Ford, Trillian pa... Marvin ni tukaj neumenjenega. Ja, veš, kjer je Marvin ostal? Ja, Marvin je še dol ostal na unem planetu, ta drugem. Ja, ne smemo se pojati. Ne, začne se tako, da Ford parlafa, ne? Ja. Ford parlafa, ja. Tako.
Ford prelafa, Trian pa Artur pa spita na tleh, ne. Pa nisem imel jebenega kavča tam v ladji. Mislim, taka slik ladja, pa to pa očitno ni nobenega kavča. Mogoče so čakali. To je bila ta minimalizem, veš, ki je zdaj modern. Pa v 70-ih tudi očitno. Ja. Vse to je to. Vse je bilo milisi. Ja, no, a ti imel rjavo dnevno sobo, ali kaj noter iz 70-ih, ki je bila moderna v vsakmu. Ne, sem imel pa, veš, une fotele bi imel to oranžne, veš, te, ki so bili jajčasti, te. To je bilo samo na zahodu, pa nas tega ni bilo. Ne, pa se smo imeli tak rjavo-zelen, gorčičen nekako. Jaz sem šel s Tamalimi, smo šli ta vojaški muzej, kaj je. A ne, Pilki. je dober. Zelo lušen je. To smo že povedali. Ja, je fajn. Proroča tako za... Ampak noter, sem to. Noter je ta fucking dnevna soba. A res? Ta naša dnevna soba, ki so imeli... Ja, 70 poslov ljudi, ali pa ne vem... 85 bolj, po mojem. Ja, ista. Ali si imel vi, ali imel pa en, ki ga ti poznaš. Ja. Tako, ista soba z fucking iskrenim televizorjem ali pa gore, ne vem, ali kjer in kol že. Tako res uno, kar reče, evo jo. Tako prav ne moreš iti mem. A vam povem, Justus Trivio iz tegale... Povej ne sam nama, vsem poslušalcem. Lepo je. Ja, enkrat, ko sem bil v vojski, sem stražil ta dotični muzej, ki še ni bil muzej, ampak je bila v bistvu bivša kasarna Jugoslovanske armade. Tako vojašnica. Sem stražil to. Ne, mislim, je tak zanimiva zadeva za pogled. No. So pa vsi rekli, da so bili, da je top. Ja, zdaj ima še celo tale VR Spitfire. Ne Spitfire. Ne, Spitfire je zdaj nova zadeva. Nova. Še to ali kaj? Spitfire. Prej je bil MiG. MiG, ja. Zdaj pa še Spitfire so naredili. Aha. Tako da, ko ima en Spitfire, so ga stavhali z ne vem kje. Pod Moranco si šel pogled? Ne, ker je bila zaprta COVID. Mislim, od zunija vidiš, ne moreš noter. Ker sem bil isto. Ja, ne moreš iti noter, je od zunija. Super zadeva. Res, mislim, respekt unim ljudem, ki so bili gorne. Ja, definitivno. Ker tist hudič je majhen. Res je majhna stvar in noter je bilo 6 ljudi, ki so vsi jedli, spali, vse počeli na svojih položajih. Yep. To je res, mislim, to je v bistvu, ne bom rekel, ja, ni veliko. In se veš, kaj si predstavljaš pod Mono, zdaj si predstavljal ogromno zdaj. Noter je v bistvu tako narejena, da sta se pravi ta voznik, kapitan in voznik, ne? Ja. 6 ljudi, ki sedi na stolih, eden zraven drugega, pa ki je odzad v mašineriji. Strojnik. Ja, mehna. A to je bila z druge svetske? Ne. Jugoslovanska podmornica. Izvidniška podmornica. In oni so en teden preživeli na njej, s tem, da so jim prehrano uredili tako, da tisti teden pač nisi kakal. Dobivali so, mislim, da je povedala ženska, da zdaj mogoče se bom zlagal, ampak da so dobivali na dan 2 deci pa pol vode, s tem, da je bilo nekaj namenjeno tudi za umivanje. No. Tako da, zelo. Pač nisi hodil lulat, nisi hodil kakat, nič nisi počel. Ne, se pravim, že tiste velikosti, predstavljaš si že, čeprav ne veš, vidiš une stare podmornice, ki so pač tudi z druge strani, so kar velike, ne? Ki hodijo gor pa dol, ne? Ta je res piki-miki. Ja, se to nekaj, mislim, že tako, a veš, unga kadra izda zbod, se spomnim, ti so laufali gor pa dol, ne razumeš? Ne, sam to je pač različen tip podmornice. To je res neka taka izvidniška podmornica, imeli so jih mende 6, plavala je do Italije, nekam je lahko prišla. Tako. Ni pa bila nikoli v neki pravi operativni rabi, v bistvu so sam trenirali. Gor pa dol so se vozili, pa to. No, skratka, se pravi, muzej za pogledati, ker je veliko zanimivih stvari, no. Ja. Čisto, no. Cool. Bomo šli. Zdaj, ko so regije odprte, priporočamo vsem. Tako, ja. Ampak Zlato srce je bilo nek višek tehnologije. Jep. In ta višek tehnologije je nenadoma oživel. Nenadoma je oživel. In Ford je bil v bistvu tako navdušen, da je začel una dva brcati.
Ja. Je začel brcati Trillian pa Arturja, ki sta spala na tleh, ne? In še računalnik se je zbudil kar naenkrat, ne, veš, avtomatično. Edi je bil spet vesel. Ja, Edi je bil vesel. Ampak jaz sem ga pa prav pogrešal. Če sem pa koga sem pogrešal, sem pa bolj Edija, kot recimo Marvina, ki smo ugotovili, da najbrž smo ga nekje, mislim, da so ga nekje pustili. Ja, Marvin se pozabil nekje. Ja, no, v bistvu pol, kva se zgodi? Ja, ne. Aha. Ford se na mest zapha, da v bistvu začne žaliti Edija in pravi, zapri in rajš povej, kje smo. Ne, čakaj, hej. Kva? Zapho ti je rekel. Ne, zapri, je rekel Ford in rajš povej, kje smo. Ja. Je rekel Ford in potem je pa rekel zaphod na žab svetu. Ja, in kje je zaphod, ker prišel na to ladjo? Kaj je imel prej že? Ja, direktno ga ne. Ja, Lada se je povečala. Lada se je povečala, on je šel, zadnji upo je po pes udaril. In pa je šel kar na ladjo. In je šel na ladjo. Se ve, kje je ta most, pa ono ovo. Mislim, tipe je ukradil, da ve, kako prije ta most. Kje je vhodil most. In v glavnem Zaphod pravi, da je ta žab svet res ena velika luknja, tako da ne. Ampak, a veš, tle je še zmer stari, poln sam sebe, kot fruktalov sok pisa. A veš, po mojem ste me neverjetno veseli, da ne morete najti besed, ki bi povedali, kakšen cool fruit sem. Ne. Artur pa pravi, kakšen kaj. Ne. Tako da... Ja, in nadaljuje. Bi kar dal neki za delček, za ulomk njegove samozavesti. Lepa, ja. Za ulomk njegove samozavesti bi dal marsikaj. Zaphod jih v bistvu... Zaphod je še zmerlačen. Najprej užal spet, ne? Ne, v bistvu Trillian, Forda... Arturja užal. Še tak je monkey man. Pa zadovoljen, da računalnik se spet, veš, da se z Edijem spet slišta, ne? Ja, on pač on itak je vajen tega, ne? Pogovarjate z njim, da veš, ne? Ja. A moramo mi tukaj kakšen prostor positi za kakšen citat ali pa kaj tazga? Imaš prav. Citat pa tokrat prebere Lovro, a si ti Lovro Pavlica? S katerega si ti vica? Zdaj le pa poslušamo. Izvoli, Lovro. Pozdravljeni, gospod Bibelbrox. Zelo sem počaščen. Zapri nas hitro spravijo tot, hitro. Ni problema, fante, kam bi pa radi šli? Kamorkoli, ni važno, da je vpil Zaphod. Pač, čakaj, jadrno dodal. Hočemo v najbližjo restauracijo. Ni problema, je veselo rekel računalnik in mostiče stresa od ciljne eksplozije. Hvala, Lauro, zdaj pa nazaj k epizodi. Tle pa moram povedati, da ta razlika med radijsko igro in knjigo se pa tle v bistvu zlije nazaj v celoto. Ne? Ker v bistvu, to smo že povedali, da je bila radijska igra, takrat v radijski igri jih je razstrelili, takrat, ko so bili na Magreteji in so šli v restauracijo ob koncu vesolja. Zdaj so pa na žab svetu in Zaphod pravi, da hočejo iti v najbližjo restauracijo. Ne bom povedal, kam bojo šli, ker je to pečine obešalnik. Ja, v bistvu je best, ker je tle prihaja pečine obešalnik, tako da bomo se o tem pogovarjali drug teden. Ne smemo povedati, da je še en prišel v kader. Ja. Točno, ja, valjda. Točno, ja. Pa mali imel je modrica, ne. Zadnji vup, ne. Mali imel modrica, ne. Pa malo se je tudi zaslužene. Pa je glih bila modrica, ker to mi je bilo recimo tudi všeč v ne vem, če unkomat od slon in sadež poznata čreva na plot. Ja. Ne, si opazil, da ima gospa modrico na mislim, da ja. Videl smo. Ne, videl spota se bo ne spomnil, razen motorke. Ker so oni pred cerkvijo slikani, on ima zanko za vratom, veš, ker otrok drži, pa žena z modrico zraven. Mislim, super. Subtilno slovensko. Ja, tako res. Ja.
če kdo zna v musko spraviti to slovensko, znate poslovni sadež. Se strinjam. Mislim, jebeš. V pogledu slovensko psiho v 3 minutah pa pol verjetno. Pa ne sam s tem komatom. Ne. Tako je. Ja. Pustimo, to hočem reči. Če slučajno slišite, da živite v bloku, ne, pa slišite kaj tazga, dajte raj poklicati policijo, če slišite kaj tazga, ki bo prinesel modrico, kaj tazga, ki bo prinesel kakšno kršenje odloka po kakšnem, ne vem, tem koronskem what the fuckerju. Ja, to je bolj. Kaj bolj, no. Pokličite. V glavnem, 4 oblačke dima, kaj je dobil zadnji vup. Ja. V zahvalo, zato da je bil konspirator pa vse, ne, je dobil 4 oblačke dima. To je bilo to. Ja, prav. Ja, to je zdaj konec. To je to, ja. Pečino obešalnik. To je to, konec. To je to. Za danes. Takole bomo rekli, pozabili smo reči, vesel 1. maj, pa te jebe. Ampak, dobro, pa may the 4th be with you, ali whatever. Nekaj vam moramo zaželeti, ker je pač tak, da... Vesel 1. maj, se lahko tudi rečemo, zakaj pa ne? Za nazaj. Za nazaj, zakaj pa ne? Ja, se v bistvu lahko, ja. Seveda lahko. Recenzij novih ni, e-maile nam lahko še zmeraj pošljete na drugo tisto. Citat lahko preberete. Naša tajnica je še vedno 0599 68 685. Ker štopanje po galaksiji ni poceni, naš podcast pa ne vodi niti drago, niti stane, če nas lahko podpreš tudi ti. Vsem, ki nas že podpirate, iskrena hvala. Največja zahvala pa gre vsem, ki nas poslušate. Še posebej tebi. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za serive.si. Zdaj sem jaz tvoj del, ti si moj del prebral, jaz tvojega ne, to je bila kompenzacija. Ja. Peli kazo, če ne si mislil štiti, da ko še urila prebral. Peli kazo. Super, odlično. Končamo. Fertik. Ajde, hvala, čao.